Moj gospodar, tukaj je list, spisek vseh, ki so danes umrli. Prosim, preglejte ga in povejte. Dej, to sem! Umrje, on je vsak dan isto, vsak dan eno ta isto, ponavljajoče, dolgocetno. Še znorom! Naj trpijo vsi na tem brezveznem seznamu! Umiri se malo, potaš svoje delo, obvladaj se. Obvladaj se. Sej, tudi meni ni bilo všeč, ko si me dobesedno ugrabil, ampak sem potrpela in se navadila in skupaj se bila srečna. Ja, potrpela si, navadila si se, jadikovala si, jokala, ni bilo mera v tedi vajti niti minute. Ja, srečna sva bila skupaj. Ti si ja srečna, pol leta da ni tu, se imaš lepo fajn. Jaz moram pa sameva tu v tem brezveznem podzemlju, ti si ja srečna. Vsak dan delam eno ta isto. Tej koljet. Pa nem 100-krat Bog, pa nem še tak nesmrten. To ima nobenega smisla. Pa ta stvar z ugrabitvijo. Če mi jo samo še enkrat ti vržiš v obraz, bolj boš ti še, kad ti buješ! Mamo, ne moreš tako. Zgini! Doj stan, dolgocajtna! Težiš njega! Zgini! Pripeljete mi Mojre! Gospodar podzemlja, si morda tako obupan, da pošiljaš po nas, ki ljudi pošiljamo v podzemlje? Tiho boj. Sestri, mislim, da se je stari Hadži malo naveličal svoje žene in službe. Če te res teži to, kar mislimo, da ti žal ne moremo pomagati. Glede žene pa, zadnje smo slišali za neko prav prikupno nimfo. Euridika je bila, če se prav spomnim. Morda pa ti ona lahko polepša tvoj pusti vsak dan. Kača! Pridi sem! Spravi mi nimfo Euridiko v podzemlje. In to čim prej. Vas zatrkovala? Kar vse se že pripravilo, pa prijazno. Hvala. Zakaj se daš najprej mlek? Ne vem, tako je normalno. Ne, ni. Ti bi najprej šli razom najprej imam mleka. Ne, najprej so kosmiči, definitivno. Lepo sem mi zasi naredil, a ga še sprehod? Z veseljem. Dobro. Kdaj še so pa stvari, po tvojemu igranju mi izmanjka, ker sem se pa sredi noči zbudila, tako sploh nikjer ni bilo. Sredi noči, no. Bilo je tam okrog pol enih. V bistvu sem videl, da je bil prepih in ker ve, kako hiter se ti prehladiš, sem šel zaprej. Kako prijazno. Sam, če si še toliko pozno spat, pa še toliko zgodil stol, se sploh nisi nič spal. Jaz ne rabim spanca. Čisto dovolj mi je. Moraš se tudi ti naspat. No, okej, jutri bom jaz naredila zajtrk, da boš ti se malo naspal, resno. Se že veselim. Euridika, res ne vem, kaj bi brez tebe. Daj ne pretiravi, se stitiska vse narečiš, mislim. Zvečer zapiraš okna in delaš stvari, ki sem jih jaz čez dan pozabila. Pa še toliko zgodaj vstajaš, samo zato, da me zajtrk čaka na mizi. Ne ziva ti tista, ki pretiravaš. Morfej, a si v redu, kaj se je zgodilo?
pa zelo boli gležen. A misliš, da si se ga zlomil, a boš lahko še hodil? Ne vem, hvala ti, da si mi pomagala, brez tebe. Itak, da sem ti, kdo ti ne bi pomagal, pač padel si. Srečka. Au! Ne, Euridika! Euridika, prosim, ne! Euridika, ne umri! Euridika, prosim! Še se boš nahnil. Au! Ne! Euridika! Ne! Euridika, prosim, ne! Euridika! Ne. Vsi te meseci iskanja. Prosim, naj bo to. O amiante aer, o hilori, potamoi tu hadu, o kardia posetko sterea, kata tu kratos kajte, adhasian humon, moria skalo! Pri bogovih danes pa res ni miru. O, smrtnik, kaj te muči? Če krepeniš po hitrom koncu, pošli pohadat. Mi imamo že tako ali tako preveč dela. Jaz, smrtnik, nisem vas poklical, da bi me vetri žalile. Vaša pomoč potrebujem. Nič, kar bi lahko imel ali potreboval, ni vredno našega časa. Mislim, da je bolje, da gremo. Ne, prosim! Izgubil sem Euridiko. Ona je vse, kar imam, prosim, pomagajte mi. Euridiko praviš? Povej mi, Orfej, sina Polona, kaj si pripravljen storiti, da jo dobiš nazaj? Karkoli sem pripravljen. No, če si res pripravljen storiti karkoli, potem ti morda lahko pomagamo. Kačo, ki je bila Euridiko, je poslal sam Had. Do sedaj sicer še nikomu ni uspelo, da bi ga v karkoli prepričal. A če si res tako želiš? Ampak zakaj bi tvegal lastno življenje za navadno nimfo? Poznam veliko drugih, ki bi bile z veseljem v tvoji družbi. Potrebujem jo. Nič ni prav, ko je ni tu. Brez nje je vse tako mrzlo. In njen vrt, ki je dehtev od cvetlic, je zdaj tako prazen in pust. Vsak spomin in vsaka misel nane samo še bolj izvotlita vsak trenutek, ko sem. Če obstaja najmanjša možnost, da jo rešim v to storim, ker boljše umreti, kot pa stavati sam v tem mračnem in pustem svetu. Vhod v podzemlje boš našel tam. Afrodima. Natoči zvina, sužnja! O, veliki nesmrtni Had, ne rad vas motim vašem miru, ampak pri vrati stoji tujec. Rekel sem nobenih nepovabljenih gostov. Poskusil sem ga odsloviti, ampak ustraja, da mora govoriti. A nisem bil dovolj jasen! Gospod. Ne, a se v redu? In ti misliš, da ne bi me to ganilo, ali kaj? Had, Bog podzemlja, Zeusov brat. Nekoč so te spoštovali. Mislim, da se ne zavedaš, kaj si postal. Poglej naokrog, poglej, mrtvi služabniki, duše, ki jih trpinčiš. Krono so vsi, postal si hujši od svojega očeta. In kdo se ti da boš pridigal? Jaz sem tujec, prizreta tvojih dejanj in ti me boš poslušal.
ne vem že sploh kako opravičilo za to, kar sem naredil. Samo spomnil sem se, da sem mogel včasih srečno. Tudi jaz sem videl to, ampak ni bilo več isto. Vse je dotik monotono, vse je dotik ponavljajoče. Hotel sem samo spet biti srečen. Hotel sem spet biti ljubljen. Mi sploh lahko oprostiš to, kar sem naredil. Ne dokler ne popraviš nekaterih stvari. Poskrbi za trupla in Apolonovem sinu vrni njegovo ženo. Čakaj. Lahko jo dobiš nazaj. Ampak ko bodo hodila domov, moral ne hoditi za tamo. In če se boš kadarkoli na poti ozrl, ali se dotaknil, jo bom mogel vzeti nazaj. Hvala, fakt. Ne, se samo uredi, se samo... Ne, Euridika! Zakaj? Euridika! Ne. Spet sem je izgubil. Zakaj, bogovi? Zakaj, oče Apollo? Brez nje preprosto ne morem živeti.